Ali obstaja hrana, ki je antidepresivna? Torej, nekaj, kar deluje na telo dobrodejno, če se soočamo z občutki depresije. In ne boste verjeli, to ni ta hrana, ki smo jo navajeni gledati v hollywoodskih filmih, ko gledamo, kako ženske uživajo sladkor in čokolado in ne vem kaj še vse. Pa roko na srce, se res ženske rade posežemo po sladoledu, ko smo žalostne. Ampak ta sladoled ne deluje na naše telo dobrodejno v tistem trenutku, ampak kvečjemu še bolj depresivno. In imamo eno rešitev za vas. Danes se bomo pogovarjali o tem, kakšna hrana pa je lahko antidepresiv za naše telo, torej dobrodejna, v podpori v takih občutkih. In predstavili vam bomo en tak recept, ki je recept za dušo in tudi za brbončice in hkrati ne bo obremenjeval našega telesa. Namreč, depresija se ne začne v glavi, ampak se začne v našem črevesju. Torej, to, kakšno floro imamo v našem črevesju, dejansko dokazano vpliva na kemične reakcije v naši glavi, zato ker je črevesje direktno skozi vagusni živec povezano z našimi možgani. Zato nam bo danes Katja Rožman predstavila eno tako zelo fajn, zdravo antidepresivno sladico, če lahko temu tako rečem. Ja. Katja, pozdravljena. Zdravo. Kaj bova danes delali? Ta famozna antidepresivna sladica, kaj sem zdaj iz tega naredila, tako wow. Ja. V bistvu bova naredili ene čokoladne kakavove kocke, ki v bistvu potem nas lahko čakajo v hladilniku in jih imamo za zajtrk ali pa za kako vmesno premostitveno malico v kombinaciji z kakšnim kozarcem mleka ali pa jogurtom. Okay, se pravi, bomo dodali čokolado. Bomo dodali čokolado, pa bomo dodali banane, da bo še vse nekaj sladkega, da bo ta naš draž potešen, ampak v bistvu bomo bolj bazirali na sestavljenih ogljikovih hidratih, ne pa na kompleksnih. Torej, kako si ti omenila, pogosteje posežemo po sladoledu, po sladkorjih kot takih, ampak to je tista momentalna želja, ne? Momentalna potešitev. V bistvu porabimo nek dolgoročen vir inzulina v naši prehrani, torej kot energijo za naše celice in potem za tvorbo različnih nevrotransmiterjev. Zaradi tega bomo med danes dodajali kompleksne ogljikove hidrate. In kaj bi recimo konkretno rekla od živil, da so ti primeri kompleksnih ogljikovih hidratov, da bodo naši gledalci mogoče še bolj To pomenijo pač živila, ki so polnovredna, ne? Torej, prehranske vlaknine dobivamo z polnozrnatimi izdelki in pa hkrati z zelenjavo, z sadjem. Banana je slab primer. Tako da medve tukaj gledava predvsem najne ovsene kosmiče, mava orehe, mava semena, tako da to so najni. Pa mama polnozrnato pirino moko, ne? Torej, izogibava se oluščenih žitaric, ne? Pirina moka je torej pol tak krasen nadomestek. Tako, recimo, običajne. Vsekakor, sam pozorni moramo biti, da je dejansko polnozrnata, tako tudi pirino že kupimo pač oluščeno, ne. Kaj bi v bistvu ti rekla, da pri bolnikih, ki se soočajo z depresijo, kaj so tista hranila, ki res manjkajo v telesu? Pač v različnih raziskavah najpogosteje preberemo hranila, kot so omega-3 maščobne kisline, folna kislina, na primer, se pogosto izpostavlja železo, pa kakšen vitamin B12. Mogoče slednji tudi zaradi tega, ker je pač trenutno moderen kakšen veganski način prehranjevanja, ne? Tako da lahko to tudi s tem povežemo. Torej banane pretlačimo, pa bomo pa začeli verjetno dajati druge stvari. Kaj bi v bistvu ti rekla, da so tiste ključne značilnosti teh živil, ki lahko recimo pol tudi pomagajo pri depresiji? Torej, zdaj imamo za omega-3 imamo torej lanena semena, ne? Pa prej si mi ti omenila tudi, preden sva začeli, sva se malo zaklepetali, ne? Pa si mi omenila tudi povezavo z železom, pa folno kislino,
Bi lahko to povedala za našega gosta? Zdaj železo imamo vidve tukaj v kakavu. Pogosto tudi povezujemo. To je valjda presni kakao, Tako, ne govorimo o tem predelanem sladkorjem. Tako, pogosto ga tudi povezujemo Hoferjev kot v bistvu je kot kakšen vir magnezija, ampak je pa tudi lep vir železa v bistvu. No? In v bistvu se pač v nekem kliničnem okolju se pogosteje izpostavlja, oziroma so pač se kaže po številkah, po odstotkih, da so ženske bolj predispozirane razvoju depresivnih nagnjenj, kot pa moški. In posledično lahko to navežemo na pač to, da smo mi v nekem rodnem obdobju dlje časa pač izpostavljene izgubi krvi in pa hkrati tudi nezadostni količini folatov in pa običajno hemoglobina v krvi. Kakšne zanimive povezave. Kdo bi si mislil, da v bistvu ta izguba krvi pa da padec železa lahko vpliva na nekaj takega, da smo zaradi tega bolj nagnjene k depresiji? V bistvu to so vsa hranila, ko smo jih danes naštele, ki dejansko sodelujejo pri sami tvorbi nevrotransmiterjev. Torej, vsi poznamo besede, kot so serotonin, dopamin, noradrenalin. Torej, to so vse pač hormonske povezave v našem telesu, ki delujejo na razpoloženje. In zaradi tega pač neko kompleksno sestavljeno prehrano poskrbimo podporo temu vsemu. Kaj bi pa rekla recimo za mamice po porodu? Je tudi primerno to za njih? Vsekakor. Za mamice pri porodu pa še vseeno imajo pač določena hranila so za njih po porodu, med nosečnostjo, med dojenjem. To je pač tako specifično obdobje, ko so določena hranila še zlasti izpostavljena, da se zahtevajo v večjih količinah, da jih vnašajo, zlasti omega-3 maščobne kisline, predvsem dokojza heksaenojska kislina, je pri njih povečana, folna kislina. Itak se priporoča že, če načrtujemo nosečnost, da jo že predhodno dodajajo, ker je prav tako pomembna za pač pravilno vzpostavitev živčnih poti pri otroku in za sam razvoj. Hkrati je pri mamicah pomemben kalcij, zato ga bomo nazadnje servirale tole sladico za skodelico mleka, ker ga dojenček pač vzame od mamice. Če ga ima ona dovolj ali pa ne v prehrani in če ga nima dovolj v prehrani, ga vzame iz njenega okostja. In takšne mamice so potem v tistem obdobju, potem ko pridemo nekoč nekdaj do nekih osteoporoznih nagnjenj, so lahko pač bolj predispozirane. Zdaj nam je mogoče tudi lahko iz tega vidika bolj jasno, zakaj so tudi kakšne te potem poporodne depresije. Čisto iz vidika hranil v telesu, da ti v bistvu primanjkuje folatov. Ko enkrat začnemo razmišljati, kaj jemo, pa kam spada, kakšno živilo, potem postanejo te stvari kar dosti logične. Sam pač ponavadi se pač v tem novodobnem življenju samo pač prehranjujemo. Ja, ne ustavimo se pa ne razmišljamo. Se si mi dala kar zamisliti, zato ker v bistvu ni tako napačno, da jaz, ko sem žalostna, moje telo pomisli na čokolado. Jaz mogoče mislim, da misli na čokolado, v resnici pa rabi zdrav presni kakao. Tako, oziroma pač neko, tako kot smo prej rekli, lepo krivuljo preskrbe z inzulinom oziroma z glukozo v krvnem obtoku in potem pač posledično v samih možganih. Ne pa pač teh hitrih pikov porasta. Odlično, zdaj sva še kosmiče dodali, kakao, prej sva dodali še te mlete orehe. V bistvu sva spet izbrali cele vsene kosmiče, torej ne tistih, ki jih dobimo v trgovini, sedaj tudi fino mlete, ker se bojo spet še dlje časa prebavljale v najnem želodcu. Torej vse, kar je prej že zmleto, kar obide našo prebavno cev oziroma namen le-te za to mehansko mletje, je pač vse hitreje presnovljivo. Tako da se te celi valjani vseni kosmiči bolj priporočajo. Ok, torej super, to je tudi fajn, da smo pozorni. Mi smo v bistvu vse sestavine nabavili iz biolinije od Hoferja, tudi te kosmiče. A priporočaš, da jih namočimo prej čez noč ali ni treba? V bistvu v tej sladici pač nima to neke povezave. Vsekakor se priporoča čija semena, da prej namočimo. Čija semena se kar potrojijo v količini volumna, če jih namočimo, oziroma pač, če jih ne bomo namočili, bojo potegnile to tekočino iz naše črevesne stene, ko jih bomo zaužili. Tako da itak pa veš, da vsi premalo popijemo in bo to pa spet nek vzrok dehidracije tekom dneva. Tako da je fajn, da jih prej namočimo, pa hkrati tle bojo neko nadomestilo za jajce v tem receptu. Ok, odlično, da lahko s čija semeni potem da zgostiš v bistvu zadevo. Da poveže vas sestavine, ja.
Fajn, ker tudi zdaj po moje, ker niso ti kosmiči namočeni, so malo bolj crunchy, predvidevam, pol, da Ja. tudi ta sladica, ne? Ja, ja. Vse za tega pa ponovadi lahko uporabimo, pač, da prelijemo čez mleko, pač res kot ena osnova, ne? Da se izognemo tistim nekim izgovorom, da nimamo časa za zdrave, hranljive obroke, pa mogoče v nedeljo zvečer to na hitro v eni skledi zmešamo. No, sej vidiš, da ni nobena, ne Ja, v rabiš bistvu biti nek sam spacaš, vrhunski. ja, Ja. zdraven, hitro narediš. Ja, ja. Uh, Lahko še otroci No, pomagajo. to sem te hotela vprašati tudi, ne? Lahko otroke vključimo, pa Tako, itak otroci ja. se mi zdi, ima vedno radi, kaj nek kakao, pa tako, karkoli zraven. Oni bi z rokem to še bolj zmešali, ko jaz tole z vilico zdaj. tako da. Dobra ideja, odlično. Pa bomo pa dali to peč Tako, in bo pripravljeno. Pečico imamo v bistvu že ogreto na 160-180, tako da samo 20 minut pa je zadeva pečena. Mi dve s Katjo, skratka, vam pripravljava čokoladne kocke za zajtrk, ki je lahko ena taka antidepresivna sladica. Sestavine, ki smo jih uporabili, so ovseni kosmiči, pirina moka, čija semena, kakao v prahu, banane, mleti orehi. In vse to deluje blagodejno na naše telo. Tako da naš namen je tudi ta, da ne, da si zdaj mi odpovemo sladicam, ampak da najdemo take opcije, ki dejansko krepijo telo in da ne delujejo kvečemu še bolj depresivno. Se veselim, da se mi dve zdaj posladkava s tole sladico in jo dava čim prej tudi peč. In vas, drage gledalke in gledalci, pa vabim, da si pogledate še več zanimivih in okusnih, predvsem zdravih receptov na naši spletni strani klepetobkavi.si.